Zgodba o Radiu Študent je stara 40 let. Leta 1968 zajamejo Evropo študentski nemiri. Mladi zavračajo vsakršno uniformiranost. Tudi ljubljanski študentje imajo dovolj. Iz upora se je 9. maja 1969 rodil nemiren otrok, Radio Študent. Po pripovedovanju preživelih so bili istega dne iz vlažne kleti v Rožni dolini prvič odposlani valovi Radia Študent. Klet se je izkazala za idealno gojišče politične predrznosti in vzpona neodvisnega intelektualnega duha. 40 let kasneje ima Radio Študent 17 ur dnevnega programa, ki ga mesečno sooblikuje več kot 150 rednih sodelavcev. A lahko narediva en sprehod, en prerez zadnjih 10 let, odkar si ti tukaj, odgovorni urednik? Jaz sem odgovorni urednik zadnji 2 leti. Drugače sem pa zadnjih 10 let že sodelavec Radia Študent. In recimo, da se nekako, vsaj nam se tako zdi, v zadnjem času krivulja Radia Študent spet nekako dviga. Hkrati je Radio Študent naposled tudi pravno formalno urejen, torej ima urejen status, deluje kot zavod, katerega ustanovitelj je študentska organizacija Univerze v Ljubljani. V svetu zavoda imajo svoje predstavnike tako delavci kot sodelavci. To je bilo nam izredno pomembno, saj skozi 90, ko te pravice pač ni bilo. Kajti na Radio Študent imamo 4,5 zaposlene, od tega je eden direktor, ki je na individualni pogodbi. Sam program in vse ostale tudi stvari, pa nekako soustvarja na mesečni ravni recimo 200 sodelavcev, ki pa z Radiem Študent sodelujejo preko avtorskih pogodb in študentskih napotnic. Mi pa v bistvu vseeno štejemo kriterij navzočnosti na programu, da nekdo dobi status rednega sodelavca in potem takem dobi tudi pravico do soodločenja o temeljnih vprašanjih tako programa, programske politike, kot ne nazadnje tudi imenovan tako predstavnikov v svet zavoda, kot vodi redakcij in programskih služb. Tako kot generacija Ereš veteranov pred njimi programskih vsebin ne sooblikujejo zaradi zaslužka, pač pa zaradi hrbtenice, pokončne drže kritičnega uma, kreativnosti in zabave, svobode govora in avtoritete argumenta, priznavanja resničnosti, resnice in pravice. Radio Študent ima naposled tudi urejeno frekvenco. Mogoče tisto, kar nam še manjka in kar je nekako v kratkoročni ali pa srednjeročni perspektivi, se nam zdi izredno pomembno, da dokončno uredimo nek status posebnega pomena za Radio Študent. Mi smo že poskušali urediti ta status po obstoječi zakonodaji, pa imamo recimo težavo v tem, da ne moremo dobiti statusa posebnega pomena kot študentski radijski program, zato ker so pač zakonska določila tako toga, da določajo, da potem morajo programske vsebine soustvarjati več kot polovica študentov, kar v našem primeru pač ni tako, ampak je to razmerje, nekje 60-40, mogoče 70-30, v prid ljudi, ki so na avtorskih pogodbah. Nam se zdi, da bi se to težko spremenilo, ker mogoče vsi novi ljudje, ko pridejo na Radio Študent, pa ne vsi, ampak velika večina že ima status študenta. Hkrati pa, ker je Radio Študent taka dinamična inštitucija, da se nekako kadrovsko obnavlja na letni ravni, na vseh nivojih, torej podnivojih, torej v glasbeni, aktualno-politični, kulturni, univerzitetni redakciji in obeh programskih službah, torej v službi za napovedovanje in tonsko-tehnični službi, je nujno, da neko trdo ogrodje vseeno radija tvorijo neki starejši sodelavci, ki potem hkrati seveda delujejo kot mentori, kajti ena od pomembnih funkcij Radio Študent je gotovo ta, da ostaja izobraževalna inštitucija za praktično vse neke medijske poklice. Skoraj vsako leto se na audicijo za recimo špikerje prijavi okoli 100 ljudi ali pa malo posebno. Običajno je, da na letni ravni vzamemo največ 4, včasih pa tudi manj. Ampak je to vseeno s tem zagotovljen nek dotok tako novih glasov, tako novih idej, kot
novih ljudi in tudi na zadnje novih generacij. Ne. Nove generacije pa, in to nam je v bistvu veselje in tudi ta kronski dokaz neke dobre kondicije Radio Študent še naprej prihajajo. Radio Študent se je kot pomemben glasnik študentskih zahtev vzpostavil tudi po zasedbi Filozofske fakultete leta 1971. 3 dobra desetletja kasneje se je rojstnodnevni spored odvijal pred isto fakulteto. Nastopili so slovenski kantavtorji Tomaž Pengov, Ksenija Jus in Jani Kovačič. Slednji je na začetku simboliziral upornika, potem zagovornika malih ljudi, nato kritičnega družbenega opazovalca in danes zrelega umetnika. Kjer je dost inteligence, pa še več demence. A jaz grem v Ljubljano, bom stopil gor na faks. Program se je nadaljeval na Prešernovem trgu s koncertom madžarskih izvajalcev in ostalih protagonistov dneva. Ljudje, ki so se pilili na tej mali radijski postaji, so postali zaznamovani z najvišjimi profesionalnimi standardi in so danes praviloma uspešni na svojih področjih dela. Po koliko časa zdaj na Radio Študent? Po kolikem času? Ja. 20 let, po moje, ne vem. In kakšen je film? Ja ne, pa še takrat sem prišel samo mem, ne. To se pravi, jaz sem bil 77, 79, pa 80 pol mal, no, ampak v glavnem. Ja, drugi prostori, višji ste, kot smo bili mi. Ne. Mi smo bili jamski ljudje, ne. Vi ste pa visoko nad oblaki kot slaki. Občutek je pa nekaj, mislim, še skozi je ist veter veje, biti drugačen, biti mlad. Ne. V glavnem, mi smo delali ta rock'n'roll vsako slovensko vas in takrat je pač cela zadeva bila visoko improvizirana, kar je bilo pa pripravljenega, ne, je bilo pa blazno hecen in so, kot vemo, vsi snemali te oddaje, samo danes tudi enega še nismo najdli, ker bomo to posneti. Drugače pa, ja, fajn občutek, no. Človek ima občutek, da nič ni minil, da 30 let ni minil, no. Andrej Šifler v privatnem času, kaj posluša Radio Študent? Jaz poslušam Radio Študent, 89,3, ne? Ja, okej. Kaj pa za glasbeno opremo, kaj ste imeli za nas? V glavnem sem bolj, ker mi smo bili znani potem, da sem jaz prvi začel s punkom, ne. In v glavnem so plošče iz tistega časa, ki so punk plate. Zdaj to, kar je imel pa Damjan prej, je pa malo Elvis Presley, pa te stvari, ker bomo tudi malo noter uštukali, da bo Volksit pa ovca na ražnu, ne, tako bo vse v redu. Pa Igor Vidmar prav na to, kdo prvi punk, kdo bolj punk. Pravzaprav obstaja dokument in tudi on to ve, da je on prvič slišal za Sex Pistols v oddaji Andreja Šifrerja. To je... Kakšne želje za razglednico ali kaj tako? Želja? Ja, veš kaj, da bi še kakšen štuk šli više, ne? Predvsem pa, mislim, Radio Študent predstavlja mladost in nič ni podobno temu, kar je mladost. Zato vse se da kupiti, vse stvari so že dobljive, ne? Tega pa ne. Zato mladost je tisto, kar šteje. Jaz sem prišel na Radio Študent, torej čakaj, Paternoster, ne? Marjan Paternoster, tukaj zraven mene, ne? Jože, moje ime je Damjan Janez Ovsec, ne? In ja, jaz sem na radiju ne od začetka, jaz sem prišel leta 1970, to se pravi pred 39 leti. In sicer sem bil takrat natančno 39 let mlajši. Na začetku, veste, na tem radiju je bil Tone Bertoncelj, ki je bil z eno špikarsko šolo precej tečen, bo treba takole poročila brati, kot na radiju Ljubljana takrat. Koliko jih jaz berem še danes, kulturno. Ja, kaj ste, ne? Takrat pa nihče ni imel poguma, da sploh razmišlja o prihodnosti. Ni bilo poguma za učitke. Skratka, tako, kot so brali tam na radiju Ljubljana.